Eno izmed zelo pomembnih vprašanj, s katerimi se ukvarja danes slovensko gospodarstvo, je tudi zagotovitev zadostnih sredstev za financiranje oziroma z drugimi besedami zagotovitev ustreznih kreditov za razvoj. Žal je struktura kreditiranja v slovenskem gospodarstvu takšna, da kreditiranje temelji predvsem na kratkoročnih kreditih, ki ne zagotavljajo dolgoročnega vlaganja v razvoj in raziskave. Banke se otepajo s težavami iz preteklosti, predvsem s tem, da imajo dejansko slabe naložbe, to so predvsem nekatere banke, ne vse banke, in da te slabe naložbe dejansko onemogočajo, da bi bančni sistem povečal kreditiranje propulzivnih programov in seveda tudi uspešnih podjetij. Zaradi tega je ena izmed rešitev, ki so jo uporabili tudi v drugih državah, na primer v Nemčiji, ustanovitev tako imenovane slabe banke. S ustanovitvijo te inštitucije bi slabe terjatve prenesli na to bančno inštitucijo, banke pa bi s tem očistile svoje bilance in dobile nov zagon za to, da bi lahko kreditirale slovensko gospodarstvo, kajti finančna sredstva so danes, ko imamo velike težave v plačilni disciplini, še kako pomembna. To je tudi eden izmed predlogov Slovenske demokratske stranke, ki je bil že večkrat ponovljen, vendar žal ni našel posluha pri sedanji vladi Boruta Pahorja. Žal, ta zavrnitev ni pomenila, da bi vlada predlagala druge, morda celo boljše ukrepe. Teh ukrepov ni in še tisti ukrepi, ki so, tukaj mislim predvsem na jamstveno shemo, so neučinkoviti. So neučinkoviti, birokratsko zapleteni, administrativno zahtevni, kar seveda onemogoča gospodarstvu, da pridobivajo nova finančna sredstva. Zato se v gospodarstvu ali vsaj v nekaterih delih gospodarstva dejansko pojavlja že stanje, ki ni dobro, to je stanje, ki ne pomeni razvoja, to pomeni stanje, kjer dejansko ni novih idej, ni novih programov in zaradi tega seveda tu tudi ni večjih prihodkov in večjih dobičkov, ter seveda to se pozna na nezaposlenosti, ki se je povečala v zadnjem letu in pol za več kot 50 000 delovnih mest in znaša že preko 100 000 nezaposlenih.